Spoštovane gospe in gospodje, naj se vam najprej v svojem imenu in v imenu sveta Zbora za vrednote iskreno zahvalim, da ste si vzeli čas in prišli na ta zbor. S tem ste izkazali kakovostno državljansko zavest, dejavno držo ter pokazali, da vam je mar za dobro otrok, naših in prihodnjih generacij. Ravno take aktivne, pogumne in neravnodušne drže državljanom nam v Sloveniji prepogosto tako primanjkuje. V sledečem prispevku bom podal dva glavna razloga, zaradi katerih menim, da moramo predlagani družinski zakonik zavrniti. Opozarjam, da v predlogu nista sporni samo ti dve reči, vendar želim na njiju upozoriti kot še na posebno temeljni ali nevarni. Preden ju navedem in pojasnim, želim poudariti dvoje. Prvič, menim, da v prihodnosti potrebujemo nov družinski zakonik. Drugič, niso vse stvari, ki jih prinaša predlagani zakonik, slabe. Vendar pa sem obenem prepričan, da ne moremo zaradi tega sprejeti reči v predlaganem zakoniku, ki so sicer nesprejemljive. Potreba po delni spremembi zakonika in dobre reči v predlagani inačici ne smejo postati talke, zaradi katerih bi bili prisiljeni sprejeti tudi tisto v novem zakoniku, kar je preveč tvegano, nevarno ali naravnost nemoralno. Še zadnja uvodna pripomba. Veliko ljudi v naši deželi je živelo ali še živi v nadomestnih družinah. To je lahko pomemben razlog za to, da zavračajo razlikovanje pravih in nadomestnih družin v smislu, kaj pa meni manjka, ali sem jaz kaj manj in podobnega. Tega nasprotniki družinskega zakonika nikakor ne trdimo. Obenem pa opozarjamo, da se moramo v zadevah skupnega pomena varovati osebnega oziroma subjektivno pogojenega presojanja. To lahko zamegli ustreznost in pravičnost presoje. Zdaj pa k tema dvema razlogoma. Se pravi, prvi razlog za zavrnitev temeljni je opredelitev družine v 2. členu zakonika. V 2. členu je opredeljena družina na način, ki je po mojem mnenju nesprejemljiv. Ta člen se glasi takole, navajam. Družina je življenjska skupnost otrok z enim ali obema od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima po tem zakoniku do otrok določene obveznosti in pravice. Zaradi koristi otrok uživa družina posebno varstvo države. Konec navedka. Predlagatelji potem takem menijo, da je družina skupnost otrok in odraslih oseb, tudi če so odrasle osebe, na primer istega spola. S tem se ne moremo strinjati. Prava družina je samo skupnost otrok in njihove biološke matere in očeta. Vse ostalo so nadomestne družine. Družine potem take ne smemo istovetiti z nadomestno družino. Ta zakonik te razlike ne upošteva, zato ga je potrebno zavrniti. Kaj utemeljuje pravilnost naše opredelitve družine oziroma razlikovanja? Samo v pravi družini so dani vsi pogoji in pozitivni dejavniki za celosten razvoj otrok. Te pogoje tvorijo prvič ustrezne telesne vezi, drugič razvijanje spoznanja, zavesti ter zmožnosti pravega odnosa do drugačnega, tretjič nihče ne more popolnoma nadomestiti otroku njegovega biološkega očeta in njegove biološke mame. Četrtič, otroci se razvijajo, učijo in osebnostno oblikujejo na podlagi posnemanja. Človek je bistveno bitje posnemanja. Nič od tega v zakoniku ni zapisano ali upoštevano. Predlagani zakonik potemtakem podcenjuje
pomen nekaterih osrednjih in temeljnih človekoslovnih značilnosti človeka. Človek je telesno, praktično in posnemovalno bitje, ki se osebnostno, značajsko in spretnostno oblikuje v konkretnih telesnih odnosih, skupnostih in situacijah. Nadalje, družina je funkcijski pojem. Pojem družine je funkcijski pojem, se pravi pojem, ki označuje tisto najožjo in najintimnejšo otrokovo skupnost, gnezdo, ki mu nudi temeljne, materialne, telesne in duševne reči, potrebne za njegov razvoj in dobrobit. Če sprejmemo trditev, da je družina funkcijski pojem, se nam zastavita pomembni vprašanji. Prvič, ali skupnost istospolnih staršev in otrok načelno ne more zadovoljivo upravljati funkcije družine? Drugič, ali je to malo verjetno oziroma zelo tvegano? Moje mnenje je, in ne samo moje, da na zgornji vprašanji nimamo zadovoljivo znanstveno utemeljenega negativnega odgovora. Tega potemtakem najboljšem primeru za zagovornike novega družinskega zakonika ne vemo. Ni razumno uvrščati pod nek pojem reči, za katere ne vemo, ali spadajo pod njega ali ne. Potemtakem ni razumno uvrščati skupnosti istospolnih staršev in otrok pod pojem družine, dokler takega odgovora nimamo, še posebno v primeru, ko lahko brez tega poskrbimo, da so otroci, ki živijo z istospolnimi starši, deležni vsega, kar jim pripada. Povsem logično je, da bi imelo sprejetje takega pomena besede družina, kot ga uveljavlja novi zakonik, velike tudi pravne posledice. Če bi enkrat sprejeli zakon, ki bi uzakonil, da je tudi skupnost istospolnih otrok in otrok lahko družina, istospolnih odraslih in otrok lahko družina, potem ni več nobenih načelnih ovir za to, da lahko tudi istospolni pari posvojijo otroka. Novi zakonik namreč pravzaprav veljava trditev, da tudi skupnost istospolnih staršev in otrok lahko družina. Edino smiselno stališče pa je, da ima načelno pravico do posvojitve otroka vsakdo, ki mu lahko zagotovi družinsko gnezdo. Zato bi bilo edino pravilno, da bi po sprejetju takega novega družinskega zakonika dopustili načelno možnost, da istospolni pari posvojijo otroka, tudi če niso bili v nekakšnem odnosu z biološkimi starši otroka. Se pravi, če bi sprejeli ta zakonik, bi bilo edino logično prav, da bi na načelni ravni popolnoma izenačili pogledu možnosti posvojitve različno spolne pare z istospolnimi. Torej je poudarjanje zagovornikov zakonika, da ta zakonik dopušča samo posvojitev bioloških otrok istospolnega partnerja, lahko zavajajoče. Zakoni bi morali biti pisani tako, da bi omogočili sprejemanje tistih rešitev, ki so v danih konkretnih položajih najboljše, optimalne ali, če hočete, ne sicer idealne, ampak najmanj slabe. Kaj lahko v luči tega načela rečemo glede predlaganega družinskega zakonika? Menim, da je možno sprejeti zakonik, ki bo omogočal sprejetje najboljših dejansko možnih rešitev, ne da bi spremenil dosedanji obseg besede družina. Tak zakon bi na primer omogočal, da lahko otrok, če je to danih okoliščina zanj najbolje, po smrti svojega biološkega starša še naprej živi z istospolnim partnerjem svojega biološkega starša, da je deležen ob določenih pogojih vrsto pravic, dedovanje in podobno. Zakaj spreminjati pojem pomembnih besed, če to ni potrebno in če ne vemo, če so take spremembe pomena utemeljene? Potemtakem ni res, da tisti, ki nasprotujemo uporabi pojma družina za skupnost istospolnih odraslih in otrok, kratimo pravice otrok, ki živijo z odraslimi v nedružinskih skupnostih, do tistega, kar jim čisto po pravici pripada. Tudi mi si želimo, da so otroci iz nedružinskih skupnosti deležni vseh pravic kot otroci iz družinskih skupnosti. Kot že rečeno, se to da zakonsko urediti. Vendar pa za tako ureditev ni potrebno, da poimenujemo z besedo družina, kar ni družina, še posebno, če se zavedamo posledic take spremembe uporabe izraza družina. Drugi temeljni razlog, 60. člen. Sporni 60. člen pravi, da lahko istospolno usmerjeni pari, enako kot različno spolnih pari,
svobodno odločajo o rojstvu otrok. Kaj naj bi to pomenilo? Kako naj na primer dva moška svobodno odločata o rojstvu otroka, če pa ga sama ne moreta niti zaploditi, niti donositi? Ta člen odpira možnost grozljive izrabe drugih oseb. Te konkretne stvarne primere je predstavil tudi nedavni dokumentarec na TV Slovenija, ki je predstavil revne in neuke indijske ženske, ki za majhen denar pristanejo, da donosijo otroka, ki jim ga takoj po rojstvu vzamejo, ne zavedajoč se fizičnih in psihičnih posledic tega dejanja, ne za njih same, ne za otroka. Taka izraba, instrumentalizacija drugih oseb za lastne želje nekoga je moralno nesprejemljiva, zato je treba zakonik, ki jo omogoča, zavrniti. Braniti tako zlorabo v imenu svobode je naravnost sprevrženo, kajti če je povesti in po zdravi pameti kaj jasno, je jasno to, da mejo svobode vsakega posameznika ali skupine predstavlja izraba oziroma instrumentalizacija drugih oseb za zadovoljitev lastnih želja. Hvala lepa za vašo pozornost.